Če dovolite, bi jaz danes skušal na kratko vam predstaviti naš program dela na področju pravosodja. Skratka, tako kot vedno se mi tudi zdaj kar temeljito pripravljamo na tisti čas po volitvah in seveda smo pripravili v tem okviru tudi program dela na področju pravosodja, ki bi ga jaz skušal predstaviti zdaj na kratko. Po nekaj sklopih, ker je pač stvari tako veliko, da je praktično nemogoče. Prvi in najpomembnejši sklop vprašanj se nanaša seveda na izvajanje zakona o sodniški službi. Eden temeljnih problemov, ki ga Slovenija ima, je ta, da med sodniki nikoli ni bil spoštovan 8. člen zakona o sodniški službi iz leta 1994. Ta člen je pa rekel takole, ne glede na odločbo prejšnjega odstavka, torej kdo lahko postane sodnik, tisti sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovanih in sodnih postopkih, v katerih so bile kršene človekove pravice, ne morejo dobiti trajnega mandata. Seveda je zdaj tu situacija taka, jaz po mojem spominu poznam samo eno osebo, ki ni dobila trajnega mandata, nekaj sodnikov ni kandidiralo, vsi ostali pa so seveda dobili trajni mandat že leta 1994, ne spoštujoč ta zakon. Mi pripravljamo revizijo tega imenovanja, odnosno teh imenovanj, to bo ena temeljnih nalog, kar pomeni seveda, da želimo ponovno preveriti, kateri sodniki leta 1994 niso imeli pogojev za imenovanje v trajni sodniški mandat. In seveda na ta način gre za preprosto spoštovanje 8. člena zakona, ki velja že od leta 1994 in skratka izvesti revizijo na tem področju. To je prva zadeva. Druga zadeva, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, bom rekel, je pa en niz ukrepov, ki pa se tičejo tako imenovanega zagotavljanja, spoštovanja človekovih pravic v sodnih postopkih. Gre predvsem za vprašanje izvajanja odgovornosti, gre za pogoje za napredovanje, gre za seveda to, da je treba kvaliteto dela sodnikov vezati na napredovanja. Mi imamo danes pravzaprav negativno selekcijo. Več kot imaš kršitev človekovih pravic v sodnih postopkih, višje prideš v tej sodni hierarhijski lestvici. Seveda je treba narediti situacijo obratno in sicer tako, da bodo tisti sodniki, ki kršijo človekove pravice v sodnih postopkih, seveda, da jim bomo pokazali vrata in jih odslovili iz sodnih dvoran, medtem ko tiste praviloma mlajše, ki ne kršijo človekovih pravic v sodnih postopkih, seveda jih nagrajevali in spodbujali k napredovanju. Eno takih zadev pomembnih je tudi odločanje v senatih. V slovenskem prostoru imamo še vedno sistem, kjer se sodi torej v imenu ljudstva, potem pa ne smeš vedeti, kako je kak sodnik glasoval. Recimo nek sodni senat, ki šteje 5 sodnikov, sprejme neko odločitev, 3 glasujejo tako, 2 glasujeta drugače in nikoli ne bomo vedeli, kako je kdo glasoval. Tu želimo seveda spostaviti, jasno treba povedati, da bomo to naredili, to odločanje javno in uvedli možnost ločenih mnenj, tako kot na ustavnem sodišču. V celoti nameravamo odpraviti možnost vračanja v ponovno sojenje na prvi stopnji. Sodniki na višjih sodiščih bodo preprosto morali odločati in ne vračati stvari na prvo stopnjo nazaj. Naslednja stvar, ki jo želimo na tem področju narediti, je 6+3+3, kar pomeni, da so vsi sodni postopki končani v enem letu. 6 mesecev na prvi stopnji, 3 na drugi in 3 na vrhovnem sodišču in morali bi priti v tem času do odločitev. Mogoče boste rekli kako, ampak gledajte, situacija je taka, v enem od člankov je to zelo lepo opisal sedanji predsednik sodišča v Ljubljani, ki je bil svoj čas v Sarajevu in je rekel tako, od ponedeljka do četrtka potekajo sojenja, v petek pa pišejo pisne izdelke, pri nas pa v najboljšem primeru en dan na teden, kot ste lahko videli, recimo v zadevi Patria. Naprej,
uvesti želimo tako imenovani precedenčni sistem, sodni sistem, kar pa pomeni v praksi, da ko je na nekem sodišču neka odločitev dokončno sprejeta, velja v podobnih primerih povsod. Ni namreč mogoče, da v Kopru sodišče za isto stvar odloči tako, v Lendavi tako, v Mariboru pa celo drugače. Torej, Vrhovno sodišče mora vzpostaviti nek sistem, po katerem bo za iste primere, torej podobne primere, je odločitev, tak primer je običajno, recimo so delovno-pravni spori, ker v istih zadevah nekdo v Kopru dobi, v Mariboru pa zgubi. Skratka, želimo ta sistem vzpostaviti. Ena od pomembnejših stvari je seveda tudi javno dostopen register sprejetih odločitev sodnikov. In seveda, tako da bo lahko vsakdo preko interneta pogledal in rekel, aha, sodnik ta in ta z imenom priimkom, koliko kršitev človekovih pravic ima na vesti, če želite. Dalje želimo vzpostaviti, mogoče je to tudi zelo pomembna zadeva, ali pa tudi ena najpomembnejših zadev, specializirano sodišče za kršitve človekovih pravic. Zdaj, mogoče boste rekli, kaj to je, ne? Gre za posebno sodišče, specializirano sodišče, ki se bo ukvarjalo s kršitvami človekovih pravic v sodnih postopkih, tudi v sodnih postopkih. Torej, tudi v sodnih postopkih. Ne gre za čas, samo za čas po drugi svetovni vojni, gre za čas do danes, če želite. Do danes. Mi imamo v naši zakonodaji kaznivo dejanje posebej opredeljeno za sodnike v primerih, ko ti namenoma kršijo človekove pravice. To je opredeljeno kot kaznivo dejanje. Tudi sojenja na to temo ni bilo do sedaj še nobenega. Mi želimo vzpostaviti posebno, torej specializirano sodišče za človekove, za tiste primere kršitev človekovih pravic v sodnih postopkih in pa seveda tovrstna kazniva dejanja nameravamo narediti nezastarljiva. Pomeni, da ne bodo nikoli zastarjali. Sledi zakon o kazenskem postopku. V zakonu o kazenskem postopku ga imamo pripravljenega že od leta 2008. Jaz verjamem, da ga bomo po naslednjih volitvah verjetno našli še v istem prebralu, kot ga je pustil gospod Šturm. Ta zakon je napisan na 3/4. Treba je spisati samo še določene stvari in ga sprejeti. V celoti pa želimo odpraviti tako imenovano sodno preiskavo. Slovenija je edina država v Evropi, ki še ima sodno preiskavo v predkazenskem postopku. Nobene države več ni. Povsod imajo sistem, da ta preiskovalna opravila opravlja policija in tožilstvo in da sodstvo v tej predkazenski fazi nima s tem nič. Tako nameravamo narediti tudi pri nas. In seveda zaslišanje pred tožilcem in kriminalistom ali policistom jim želimo dati vrednost, dokazno vrednost na sodiščih, kar danes niso. Zakon o sodnem svetu je sicer gospod Klemenčič predložil, bomo videli, kaj bo, če bo ta zakon sprejet ali ne bo sprejet. Če ne bo sprejet, bomo pripravili novega, če bo sprejet, pa bomo skušali ugotoviti, kaj je dobro, kaj je slabo v tem zakonu. Sledi zakon o sodiščih, specializirano sodišče na nivoju Slovenije za tako imenovano najhujše oblike kriminalitete. Vi imate danes v kriminalistični službi posebno službo za te najhujše oblike kriminalitete, imate specializirano sodišče, tožilstvo, nimate pa specializiranega sodišča. To verigo želimo vzpostaviti. Na kratko, mogoče še zakon o sodniški službi. Danes je kar veliko problemov v tem, da sodniki delajo poleg službe še marsikaj, zlasti pedagoško dejavnost, evidenc ni, neurejene so stvari na tem področju. Seveda želimo to področje urediti na ustrezen način. Mogoče še državno-tožilski zakon. Državno-tožilski zakon bomo spremenili tako, da bo tožilska organizacija ponovno taka, kot je bila pred letom 2011. To je enovita organizacija in ne 11 ločenih tožilstev, kot jih imamo danes, in seveda dodati tako imenovano preverjanje odločitev tožilcev. Namreč nad tožilcem danes, kot sem jaz večkrat že poudaril, ni nikogar.
ko tožilec neko odločitev sprejme, se te odločitve ne da spremeniti. Pa ste imeli generala Popova, pa ste imeli še koga, kjer je bil tak primer, ko se je tožilec nekaj odločil, je tako veljalo in nihče ne more tega spremeniti. Seveda želimo uvesti nadzor nad delom tožilcev s strani njihovih vodij. In čisto za zaključek mogoče še dve zadevi. Prva so tako imenovane zbornice. Na področju sodstva imate cel kup zbornic, takih in drugačnih. Vse po vrsti so stanovske organizacije, vse po vrsti same imajo recimo vodijo disciplinske postopke, to pomeni, da odvetniki vodijo disciplinske postopke zoper odvetnike, da tisti iz recimo stečajni upravitelji nekaj podobnega, notarji nekaj podobnega. Tu želimo narediti red na ta sistem, da bo Ministrstvo za pravosodje te postopke preprosto prevzelo, ker pač vrana vrani, kot vemo, ne izkljuje oči. In čisto zadnja zadeva, verjetno ste jo pričakovali kot prvo, bom rekel tako, SDS vsi pripisujejo, češ ukinali boste trajne mandate sodnikov. Posebej poudarjam, da nisem od leta 1999, kar sem v tej stranki nikoli videl nikjer, kaj takega napisanega, pa tudi nihče ni tega izrekel. Gre pa preprosto za to, da je trajni mandat sodnikov nekaj, kar je evropska norma, vendar želimo po vzoru drugih držav znotraj Evropske unije uvesti daljše preizkusno obdobje. Daljše preizkusno obdobje, kar pomeni, da bo nekdo pred 30 postal sodnik, tam pri 40-45, pa bo lahko dobil trajni mandat, vendar je za to potrebna ustavna sprememba, ki pa je mogoča ob 6 glasovih v državnem zboru in ne drugače. Prav zato smo dali to zadevo tudi na zadnje mesto, pa tudi iz razloga, ker taka ustavna sprememba in ta način delovanja trajnega mandata, se pravi po daljši preizkusni dobi, je možen samo za sodnike, ki prihajajo in ne za tiste, ki trajni mandat že imajo. Zato je to pač ukrep na daljše obdobje. Toliko z moje strani.